Mal ste povedali, da podcastov ne poslušate, oziroma ne spremljate. Niste vedeli, kaj ta izraz pomeni? 100-krat sem ga že slišal, pa me sin vedno še malo nadere, pa podučuje, kaj to pomeni sem pa tja. Tudi na morju en kolega, ko smo na morju skupaj, oziroma njegov oče, njegov tast pa moj oče, sta imela skupaj vikendici, zdaj pa se večkrat tam vidimo, je rekel, on si dal vedno kakšen podcast v avtu, ko se kampele. Jaz pa pravim, da pa takrat imam val 202 ponavadi, ali pa rock radio. Bolj glasbo ali tudi daje? Bolj glasbo, ne, recimo ob nedeljah, zdaj, če bi dobro, včeraj nisva šla ženo, pa recimo kakšne pogovorne, kar imajo tiste nedeljske goste. To pa tako pa poslušam, če je tematika, ki me zanima. Ne? Kako ste se pa odločili za področje zgodovine? To je bilo pa že kar dolgo, že iz srednje šole, ne bom rekel iz osnovne, ker sem iz osnovne to prvo govoril, da bom športni komentator, da bom šel na novinarstvo. Potem je prišla zgodovina zraven, tako da sem tiste, kar sem šel ne na sprejemce, na informativne dneve, je bilo pač novinarstvo pa zgodovina, že od nekdaj. Kaj vas pa najbolj fascinira na tem področju? Zakaj? Na začetku me je predvsem antika, pa vojna zgodovina. Pa sem prestopil v 20. stoletju, pač po službenih potrebah. Ampak to sem že od malega preberal. Pa seveda, pa že takrat so me motile nekatere nelogičnosti, s katerimi sem se pa tudi kasneje ukvarjal v službenem poslu. Lahko poveva, kaj je v teh nelogičnostih, na kaj ste naleteli? Enako, kot se pojavlja tudi zdaj, sem na kasnejših področjih, da nimo Hitler, Mussolini. Torej, jih imamo vedno samo črna pika, vse najslabše, ti je pa popolnoma nelogično, da potem veš, če več bereš, da je zmagal na volitvah. Zakaj so ga ljudje volili, če je še na normalnih volitvah Hitler, normalnih, niso bile več normalne. Najprej so bile. Ja. Kako lahko zmagaš, ti ga imaš pa samo vse, kar je naredil, je nekaj črnega, ne? Isto pri Mussoliniju, če so ga imeli Italijani tako radi, vemo, da ga imajo nekateri še zdaj, torej treba poleg tega črnega še povedati, kaj je tisto, kar je pa ljudi pritegnilo. Ne? A bi lahko rekel, verjetno bi kakšni kritiki tega stavka rekel, da so bili ljudje zavedeni, ne? Seveda, da so bili, pa enostransko gledani plus medijsko vplivanje takšno, kot je. Danes ga nimamo v tej meri, ampak še vedno imamo poskuse v tej smeri, ker jih imamo pač različne medije. Torej v enostransko oblikovanih medijih pa dobro. Evo, zdaj bomo dali Italijo primer, še vedno visoko stopnjo nepismenosti, če jo primerjamo proti Sloveniji. Ne? Torej, ni potem nič čudnega, da ljudje preprosto nasedajo. Preprosto nasedati pa tudi danes ni problem. Ne? Ja, ni problem. Ja. Sej, to sem imel, ne vem s katerim gostom sem imel ravno to debato, ali je lažje zdaj manipulirati ljudi, ali jih je lažje bilo včasih, ne? Jaz bi celo rekel, da je odnos ali pa razmerje tistih, s katerimi se manipulira, pa tisti, ki bolj kritično gledajo, približno vedno enako. Ker tako, ko se s profesorji s faksov pogovarjam, tudi ali je ta množičnost vpisa študentov, ki smo jo bili priča, dobro, zdaj malce omejujemo na normalne razmere, torej da na teh pol študentov, ki imajo samo status, pa dejansko ne študirajo, da smo se začeli šele po 20 letih tega znebiti malce. Torej, da je delež tistih, s katerimi je pa užitek delati pa vedno enak, med 5 in 10%, ne glede na to, koliko je opisanih. Torej, toliko je še vedno ta delež tistih, ki zelo, zelo odstopajo in da jih profesori opazijo. Kaj pa lahko rečeva o temu, ki ste načel malo temu Mussoliniju pa Hitlerju? Ni bilo vse slabo? Ne bom rekel, da ni bilo vse slabo. Še vedno je bilo tisto, da nikoli ni stvar povsem črna in nikoli ni stvar povsem bela. Torej, ne zdaj, da bi hvalil, da ne bo narobe razumljeno, ampak še vedno je nekaj moglo biti, če ne drugega, ki je privabilo vsaj krog najožjih sodelavcev. Ja, pa tistih, če temu rečemo v navednicah, seveda vernikov, ki sledijo svojemu velikemu vodji, kar poznamo tudi še danes, pravzaprav do konca, ne glede na to, kar se dogaja. Ne? Na kaj sta pa apelirala ona dva, da sta bila uspešna pri
preprečevanju takega velikega števila ljudi? Dobro, prehitro vemo, da je bilo to masovno zaposlovanje, torej iz velike gospodarske krize in vedno iz velikih gospodarskih kriz se najbolj porajajo ta ekstremna stališča ali na levi ali na desni strani. Če računamo v Nemčiji v 30 letih dve najmočnejši stranki, ki se iz gospodarske krize pravzaprav razvijata, sta nacistična, po drugi strani pa komunistična, tiste sredinske, normalne, liberalne, ki so pa zafurale sistem Nemčije v 20 letih, pa dejansko jih dobijo po par procentov. Torej imamo dva ekstrema, ki sta potem zelo, zelo močna in na čem jih je dobil? Dobil jih je seveda na velikih investicijah, po velikem zaposlovanju. Kako je prišel do denarja, pa vemo. Pobiranje večine židovskega denarja, slabo plačevanje, oziroma plačevanje ravno toliko, da je bistveno bolje kot prej, še vedno pa ne toliko, kot bi bilo potrebno. Aha, se pravi, glavna stvar v Nemčiji v tistih časih je bilo to apeliranje na ekonomijo, pa gospodarstvo. Seveda. Sej Italija tudi, če računamo Italijo, torej italijanski prostor pravzaprav od antičnega Rima naprej je že takrat, ko se je rimski imperij razvija, pravzaprav uvoznik pšenice, torej uvoznik hrane. Torej z velikimi suševalnimi deli, kaj naredi Mussolini? Na fotra Italijane. Ne? Torej je tista, bom rekel, najcenejše, s čemer lahko pritegneš ljudi, ker revoluciji ne delajo velike ideje, naredijo jih, agent sprožijo prazni želodci. Ne? Velike ideje pa pol tisto, kar vodi tisto, kar sprožijo prazni želodci. Ideje že morajo biti prej, da jih ljudje, voditelji gibanja zapravijo. Mislim, zapravijo, da se jih oprimajo in v tem imenu vodijo ljudi. Seveda, ljudje pa grejo v takrat, ko enostavno nimajo nič kaj več za zgubiti. Rekli ste tudi, da vas je zanimala, antika vas je zanimala, pa recimo Rim, a ne? Grčija in Rim, predvsem zaradi tega, seveda, kar ste prinesli v tem svetovnem razvoju. Ne? Torej, začetki znanosti, začetki kulture, začetki vsega tistega, kar zdaj poznamo kot zahodnoevropsko civilizacijo. Ne bom rekel čisti začetki, ker vemo, da nekatere stvari seveda poberajo tudi že bolj iz vzhoda, ampak oziroma sej ta pretok idej, pretok gospodarskih pojavov, gospodarskih dobrin je že prej z tem vzhodnim svetom, tam nekje do Babilonije ali celo malce naprej, ampak seveda tisto, kar pa v kulturnem, znanstvenem svetu naredijo, na čemer temelji kasnejša Evropa, je pa seveda rojeno v tisti dobi. Ja, to ste rekli, prva stvar je bila gospodarstvo, ne, če se na Hitlerja pa Mussolinija osredotočva. Druga stvar, pa ne vem, bi se strinjali, je pa ta nacionalni ponos, ne. Ker tudi omenila sva Rima, ne, pa Mussolinija, ki je nekako videl, noče reči gnev, ampak ta nezadovoljstvo Italijanov, da ni več tega velikega imperija. In mogoče podobno v Nemčiji, ne? Ja, seveda, to je pa 19-20 stoletje, če v 19. stoletju tudi imenujemo stoletje nacionalizmov, seveda je to nova ideologija, ki privablja široke množice ljudi. Tako kot so prej glavni sovražniki gledani, tudi če gledamo slovenski prostor od turških upadov naprej, so tisti, ki so drugačne vere, se zdaj seveda to prelevi v tisti, ki so drugačne narodnosti. Torej ta nekdo, ki je drug, ki nam je navaren, ki nas ogroža, mora biti nekdo drug. Ta drugi se pa skozi zgodovino spreminja. Enkrat je seveda to v stanovski družbi, pač da ne sodi v naš stan, ni duhovniško-vojaški stan, je samo preprost kmečki in s tem se ne bomo pogovarjali. Ali pa če gledamo, se bom čist banalen primer dal romane Jane Austen, torej aristokratski stan, torej še vedno zviška gleda na tiste, ki so sicer bogati, ampak so trgovci, so s trgovanjem pa z delom prišli do denarja. Torej niso nas aristokratskega sloja vredni. So oni že spadajo med te druge, pa čeprav so nam materialno lahko približno enaki. Na to seveda pa se v 19. stoletju z oblikovanjem večjih nacionalnih držav pa ta drugi postane tisti, ki je drugačne narodnosti. Čeprav tukaj lahko rečemo, da smo imeli Slovenci saj to delno srečo, da smo bili kot mali narod v avstrijski monarhiji, v avstrijskem cesarstvu.
ker smo vseeno dobili svoj jezik v šole in na tej osnovi tega jezika lahko nekaj razvijali. Ker če pogledamo narode, ki so mogoče enako številčni kot slovenski ali pa jeziki v začetku 19. stoletja, pa grejo v 19. stoletje po francoski revoluciji skozi francoski centralizem ali pa s temi, kar se dogaja v Avstriji, mi vseeno obdržimo bistveno oziroma pridobimo več pravic. Pa je ta jezik inherenten narodnosti ali je katera stvar bolj pomembna od tega? Odvisno. Pri Slovencih je. Ni pa nujno, da je povsod to enako. Zato se včasih tudi preveč stereotipno prenašamo slovenski primer na ostale, da se narod oblikuje na osnovi jezika. Slovenski se je, ker to je tisto, kar nas pravzaprav izrazito ločuje od naših sosedov. Jezik in zgodovina. Ker če računamo začetek 19. stoletja, ko še nimamo ali pa konca 18. stoletja, po šolskih reformah, ki začnejo sprožati ta vprašanja, je seveda razlika med nekaterimi, bom rekel, mejnimi področji Slovenije pa Hrvaške današnje v jezikovnem pogledu še ni tako izrazita kot sedaj. Torej se mora šele izgraditi pa oblikovati. Ampak tisto, kar nas loči, skupna zgodovina ali pa ta zasnova jezika, ki vse bolj postaja enoten, je pa tisto, kar nas loči od sosedov. Ker najhuje je potem seveda tam, oziroma najhuje, najbolj je to očitno tam, kjer se kasneje lahko vodi v vojne, kjer se dela dvojna razlika, da je to nacionalno jezikovna in po drugi strani verska. Pri nas pa te verske razlike ni. Naši vzhodni, zahodni, južni sosedi so iste vere kot tisti na slovenskem teritoriju v 19. stoletju. Torej edino Madžarska, torej pri nas s Prekmurjem, ima svoje protestante, torej luterane, ampak tudi ti so kristjani. Ne? Torej ni teh izrazitih razlik, kot bi rekli, ko se pojavijo po eni strani, pa to vodi v 2 stoletjih v ne vem koliko vojn med Poljaki ali Nemci, kjer so eni protestanti, eni katoliki, eni Slovani, eni Germani, ker imamo na balkanskem prostoru, ker imamo 2 južnoslovanska naroda, Srbi, Hrvati, pravzaprav jezikovne ni barijere. Barijera je tisto v nacionalnem ponosu, torej ki temelji na zgodovinskem pravu in seveda na veri. Torej, kjer se naredi več teh ločnic skupaj, tam lahko se ti konflikti samo še multiplicirajo. Vem, da pred leti bral Hararija, Sapiens, in v bistvu ta ideja tega, da smo mi kot vrsta se začeli povezovati šele, ko je bil jezik izumljen, odkrit, zato da smo si lahko zgodbe pripovedovali. Ne? In prve zgodbe so bile mogoče na verski osnovi, ne? Potem je pa zgodba o tem, da smo mi, ta grupa, smo skupaj nek skupek in drugi so drugačni. Ne? Ja. A bi vi se strinjali s tem, da je jezik igral toliko veliko vlogo? Jezik vedno igra veliko vlogo, tudi takrat, ko poskušamo upeljati enotni jezik, oziroma ko je nek enotni jezik komunikacije, lingua franca, kot je to v srednjem veku latinščina, kot je to za intelektualce v novem veku francoščina in kot nam zdaj postaja angleščina. Ker pravzaprav imamo tudi v svetovni literaturi, imamo te pravzaprav konflikte, ki jih lahko jezik povzroča, če je preveč dosegljiv in če prevzeme izobraževalno vlogo, da postaja neka nevarnost. Mislim, da je pri Cervantesu, pri Don Kihotu je pač nekje, torej, ko je označeno tisto še čas množične nepismenosti, kar pomeni, da zgodbo nekdo bere oziroma jo pripoveduje drugim, torej še vedno ljudje verjamejo govorjeni besedi, pisni čačkam ne, ker jih ne razumejo. Torej, ko govori in potem pravi, kako recimo, če govori o kakšnih plemiških teh ljubeznih ali pa trubadurske lirike ali karkoli podobnega, kako po eni strani moški del posluša predvsem tiste herojske viteške borbe, ženski del posluša predvsem to trubadursko liriko oziroma kako naklonjenost dekletom izkazuje z teh plemiških vrst. No, pa je pa zraven še eden, ki je pa drugega stanu, je pa duhovnik, pa pravi, on bi pa vse najraje to, ker to pa samo pokvarja ljudi, bi pa najraje vse skupaj na grmado zmeta. In isto imamo potem, kako pa nacionalni jezik lahko nekaj ali drugače pomeni, imamo
pa ne vem, ali je to iz Anega plesa, pa ne vem, odkot je povzeto, torej iz kulturne zgodovine Rusije, se zdaj ne spomnim točno iz katerega dela, ali iz Vojne in mir, ali odkot je, kjer je pač povzeto, kdo pravzaprav, ko se pride do napoleonskih vojn, Napoleonega pohoda na Rusijo, kaj je sramotno za tiste, ki Ruse branijo, njihove voditelje. Njihov jezik izobraženskega ruskega sloja je francoščina. Je jezik njihovih napadalcev, jezik njihovih, če smemo temu reči, okupatorjev. Ruski jezik je jezik tistih, ki se borijo in krvavijo na fronti, torej kmetstva. Ne? Torej, in šele takrat pravzaprav je to tudi prekretnica, da jim pokaže, da morajo tudi zgornji sloj aristokracija, vodstvo države, začeti spoštovati svoj jezik in ga razvijati in plemenititi. Vedno mi je bila ta zgodba zanimiva iz Svetega pisma. Ne vem, koliko ste se s tem dokumentom ukvarjali. Posredno. Babilonov stolp. Jezikovno, torej, središče sveta, kjer se stika vsa ekonomija, kjer se stikajo vsi, ki iz drugega sveta hodijo in poskušajo tja prideti. Ampak po eni strani, zdaj pa ne vem, nočem preveč izpasti, da bi se na to spoznal, ampak dejansko vemo pa, da poznavanje več jezikov nas vedno samo plemeniti in bogati. Ustrajanje na enem, torej da bomo vedno vsakemu priseljencu, migrantu, ki bo dogovoril drug jezik, že vnaprej pokazali hrbet in nekomunikacijo, s tem seveda ne bomo izkazovali sebe niti kot plemenite, niti se ne bomo izkazovali kot sposobne komunikacije. Ne? Torej, jaz predvsem gledam skozi ta vidik, kjer imamo pa tudi Slovenci, saj deloma malenkostno zopet prednost, še mlajša generacija še bolj, kot že naša, je pač v tem, da smo po svoje prisiljeni obvladati še kakšen jezik, poleg svojega, da lahko komuniciramo. Ne? V svetu, ja. Ja, kamorkoli v svetu. Se spomnim, ko sta bila še otroka mala, pa smo bili na letališču, mislim, da smo šli v London, pa sta bila tudi dva starejša turista, ki sta se vračala domov in sta nam ravno to rekla, ko sta otroka bila takrat še mala, zdaj seveda jasno oba dva bolj obvladata angleščino od mene, ker so pač naslednje generacije. Torej, sta jih ta dva turista nekaj vprašali, pa sem rekel, odgovorite, ste to prvo hotela, meni odgovor, da bi jaz pravi. Sama dva povejta. Sta povedala v takratni svoji angleščini in sta te dva angleška turista, torej ostarila, torej upokojenca, rekla, to je pa vaša prednost, enostavno, da lahko na ta način bolje komunicirate. Prav, to je vaša prednost. Prav, mi razen angleščine ne znamo ničesar. Saj ta Babilonov stolp je meni zanimiv mogoče iz tega metaforičnega vidika, da se mi kot človeštvo probamo narediti en projekt, ki je zelo težek. Ne? In oni so v tej zgodbi so gradili ta stolp, ki je zelo velik. In zaradi nesposobnosti komunikacije, in to lahko dobesedno vzamemo, kot govorijo različne jezike in se ne morajo zmeniti, kako ta projekt postaviti, lahko pa metaforično vzamemo, ne? Da midva, čeprav lahko govoriva isti jezik, se ne razumeva. Ne? Ja, in midva bova težko skupaj uspešna v tem svetu, ali pa evolucijsko tudi bomo težko uspešni. Ne? Eno je govoriti, še drugi del je tega procesa, je poslušanje. Torej, poslušati se tudi moramo. Tudi, če govorimo isti jezik, ni nujno, da se strinjamo. Kar pa moramo narediti, to je recimo nasvet, ki bi ga človek želel vsem poslancem, pa tega ne razumejo, da morajo poslušati tiste, ki menijo drugače. Ker če jih ne bojo poslušali, pač ne bojo vedeli, zakaj drugi mislijo drugače. Iđe a priori s tem, da se ne razumeš, pomeni, pa smo pri gradnji Babilonskega stolpa ali pa pri kakršnikoli drugi gradnji ali pa pri kakršnikoli drugi komunikaciji, nikje mora biti neka skupna točka razumevanja. Zato je tudi seveda, ko sem že prej omenil, tudi priseljenci pri nas, povsem razumljivo se mi zdi, da se zahteva večje znanje slovenskega jezika pri tistih, ki pri nas iščejo zaposlitev, dejansko pri medicinskih delavcih. Oni morajo vedeti, kaj njihov pacient misli. Ja. Drugače je seveda, recimo, denimo pri gradbincih, torej ne pri vodstvenem kadru, ampak pri delavcih ali pa v kakšni množični industriji zaposlovanja. Ne?
Torej, tam, kjer se je pa nujno razumeti, tam pa nekdo more znati komunicirati. No, vse je prav zanimivo, pa bom šel čisto na drugo temo stran, kjer imamo že velezvezdništvo v športu. Vemo, da včasih, ko se kupi kakšnega zvezdnika v kakšnem klubu, se poleg njega vzame še prevajalca za čas, dokler se ta zvezdnik ne bo pač naučil v novem okolju, v novem klubu komunicirati. Torej, ni nakup samo on, je nakup še en prevajalec zraven. To ste rekli, glede, da moramo poiskati skupne točke. Pa prej ste omenjali grško civilizacijo, pa rimsko, pa recimo vse to, kar so oni doumeli ali pa postavili, tudi mi nekako uživamo te sadove. Ne? Kaj bi rekel, da je skupna točka zahodne civilizacije, ali pa skupne točke, ki nam pomagajo voditi vse v boljši svet? Da se vrnemo k tistem, kar ste me že vprašali, kaj me je tam navduševalo. 7 svobodnih umetnosti, 7 muz slavimo še sedaj. Torej, antični trivi pa kvadrivi kot mesta študija, najprej delamo z jezikom, na to pa, ko jezik obvladamo stroke, na tem obvladanju jezika gradimo svoje znanje. Pravzaprav ta odnos izobraževanja je enak, kot je bil še antični, oziroma kakor smo ga v srednjem veku potem prevzeli, krščanstvo prevzelo s svojim jezuitskim redom, ki sicer nimajo osnovne stopne, ampak tudi kasneje še vse reforme od Marije Terezije naprej bazirajo na tem, da se moramo na elementarni stopni naučiti je dobro obvladati svoj jezik, v katerem komuniciramo. Pa naj si bo to latinščina, naj si bo nemščina, naj si bo francoščina ali za nas sedaj slovenščina. Ko obvladamo ta jezik, bomo na naslednji stopni izobraževanja dobili še tuje jezike in bomo dobili zraven zahtevne znanosti. Astronomijo, fiziko, matematiko. Torej, zahtevnejše bomo dobili takrat, ko lahko preberemo navodila. Matematično nalogo, zahtevnejšo, ne boš razumel, čeprav si vrhunski matematik, če ti bo napisana v jeziku, navodila napisana v jeziku, ki jih ne razumeš. To je ta stopna. In seveda, 3. stopna študija je samo nadgradnja, specializacija ene smeri. No, to je že ena stvar, ki se mi zdi, da se seveda z velikimi spremembami, pa z velikim razvojem, še vedno temelji na tistem, kar je naš evropski svet prevzemal od antike naprej. Umetnosti, seveda, danes imamo tudi nove umetnosti zraven, še 7. umetnost, torej film, še nove umetnosti, imamo nove medije. Ampak v temelju, če govorimo o literaturi, če govorimo o plesu, če govorimo o gledališki dejavnosti, bomo še zdaj videli, torej igre, ki v mnogočem bazirajo na tistem, kar smo prevzeli iz antike. Pa če bomo govorili o Sofoklejevi Antigoni, ki vzpostavi en problem, odnos do mrtvega, ali pa bomo govorili iz našega 20. stoletja Dominik Smole pa njegova Antigona, ki zopet govori o naših mrtvih in odnosu do naših mrtvih v 20. stoletju. Torej, načelo je enako, kar pomeni umetnost mora v spredje postaviti nek pogled, nek problem, nad katerim bi se morali vsi v tej družbi zamisliti. To ste rekli glede izobraževanja, da izhaja iz tistega sveta, pa nekako smo to prevzeli, sicer z malimi spremembami, ampak kakor jaz vem, recimo neka gimnazija ali pa tudi fakulteta v tistem času je bila rezervirana za res peščico ljudi, pa lahko malo o tem poveva, pa tudi zelo zanimivo mi je bilo, kako so oni dojemali politiko, ne? Pa nekoga, ki zaključi vse te naloge svojega osebnega življenja in izobraževanja in mogoče celo obogati in je bil uspešen, potem pa na stara leta nese to modrost v politiko, ne? No, najprej to dosegljivost izobrazbe ali pa pismenost kot osnovna
stopnja. Seveda, da ne bomo, če bomo prenašali preveč mehanično iz antike, da ne bomo rekli, da smo samo šli stopnjevano, ampak nekatere ideje, ki so tako dobile zametke, imajo v nadgradnji, v razvoju, seveda na tem bazirajo. Že od samega začetka, tam, kjer imamo pojav prvih civilizacij, se pojavi takšna ali drugačna pismenost in takšni ali drugačni učenjaki, ampak seveda v takratnem sistemu se jih vedno vzdržuje oziroma izobražuje toliko, kot jih država oziroma kot jih vladajoči red potrebuje. Kar pomeni, v starem Egiptu si rabil tiste pismene pisarje, ki so imeli šolanje že od mladih nog naprej, so bila posebna branža, lahko so seveda tudi iz nižjih slojev tja prišli ljudje, ampak brez teh si ne moremo zamisliti, da bi obvladovali poplavljanje Nila, razdelitev na polja in torej razdeljevanje užitka, torej produkta tistega, kar so naredili. Ker je bilo treba zapisati. Ker je bilo treba zapisati, ker je bilo treba razdeliti, ker je bilo treba izmeriti, ker je bilo treba po astronomskih izračunih biti pripravljen, kdaj bo ta dogodek prišel. Torej smo si mogli izmisliti koledar, pa ne bo takšen ali drugačen. Na osnovi tega. Torej nekdo ga je mogel znati zaračunati. Na osnovi luninih men in tako naprej. In po drugi strani v srednjem veku imamo pravzaprav dvoje centrov, kjer rabimo pismene ljudi, kjer rabimo nekoga, ki vozi. To so graščine dvori, torej, ki obvladujejo ekonomsko, politično in vojaško celotno območje, kar pomeni na današnjem slovenskem prostoru, kjer imamo seveda male, torej nižje feudalce, pravzaprav imamo samo en tak center, ki pa kmalu zamre, torej pri celjskih grofih. Torej, oni rabijo svoje pisarne, svoj aparat, ki je birokratsko usposobljen. In druga stvar, ki nastane v srednjem veku, so seveda univerze, ki pa več niso vezane na, na zgolj in samo na potrebe države, ampak tudi šolajo tega prostega duha lahko. Ampak zopet ljudi, ki bojo v nekem načelu koristili kasneje državi, družbi, družini, komorkoli. Ko pridemo v novi vek s tiskom, z Gutenbergom, je možnost dostopa do pisane besede večja. Tiskane besede. Pardon, tiskane besede večja. Kar že pomeni, da sem že bral eno delo ravno pred kratkim, torej pismenosti, svetovni pismenosti razvoju, ali že takrat lahko govorimo o bralni revoluciji, nemški kulturni zgodovinar, pravi, da še ne. Zaradi tega, ker se ta kader, ki se uči pisati, se še vedno, oziroma ki tudi bere, torej zdaj že beletrijo, če se temu tako reči, še vedno ne izhaja od drugod kot iz teh krogov, torej zdravniki, pravniki, teologi in tako naprej. Torej ta oži tisti krog, ki ga pravzaprav dobimo z srednjeveških univerz, ker imamo pač 4 fakultete, konec. Ampak, Kje so bile 4 fakultete? Po celi Evropi? Ja, torej klasično srednjeveška univerza ima 4 fakultete, filozofska, na katerem se pač ki je neka osnova za vse ostalo in ima na njej se študira tudi te, bom rekel, danes bi temu rekli prirodoslovne znanosti, torej neke osnove, ker teh tehničkih še nimamo posebej, potem imamo pravno, potem imamo teološko fakulteto in medicinsko fakulteto. Torej, in so še vse pod močnim, če ne katoliškim nadzorom, mislim, če ne katoliškim vodstvom, pa vse pod katoliškim nadzorom. Ampak seveda duh vedno beži iz steklenice, takoj ko steklenico odpreš, ne boš več zaprl. Ja. In ko si jih začel ustanavljati, bo duh enkrat začel bežati. In po drugi strani, pa ravno v tem novem veku, ko sem rekel, no, poglejmo že pri nas Valvazorja, ne? Torej, vedno sem pomislil samo na 2 sliki, torej tega, kaj ga imamo iz naše poezije, Pegama in Lambergarja, torej Lamberga kot enega najbolj znanih vitezov iz naših krajev, je na svojih ilustracijah vedno označen kot vojščak, ki zmaguje na viteških turnirjih. Če pogledamo stoletje ali 2, ne vem, koliko je zdaj tukaj razlike, kdaj so točno tiste slike od Lamberga, Gašperja Lamberga, torej imamo Janeza Vajkarda Valvazorja. Kako se prikaže v slavi Vojvodine Kranjske? Tako da ima na eni strani vojaške embleme, ker je pač stotnik kranjskih pešcev in v tej funkciji pač služi svoj denar, služi svoj ugled. Po drugi strani ima zraven že pisalo,
ima zraven že kotomere, ima zraven že zemljevide. Torej se izkazuje s svojim znanjem in seveda tudi, ko komunicira z angleško Royal Society, se pohvali, da menim, da sem edini vedoželjnež v tej deželi. Ne? Torej, že dobimo ta drugi atribut. Ni več pomembno samo, da si to pridobil po plavi krvi, možnost napredovanja, ampak že znotraj plave krvi bo zdaj država raje vzela tistega, ki več zna. Torej, ne samo, ki zmaguje na viteških turnirjih, če smem temu tako reči, ampak tudi tistega, ki bo lahko pametne na svete delal. Torej, in to se seveda gre širi, če pa kdaj pa pravzaprav pridemo do tega, ko ste pa že omenil, da je bilo toliko manj pismenih, pravzaprav težnja po široki pismenosti je pa seveda šele stvar pol, če govorimo od prosvetljenega absolutizma pa Marija Terezija, ker smo ravno letos opajali 250-letnico torej njenega šolskega predpisa, ki naj bi vse fantiče in dekliče poslal v šolo. To se pri nas dejansko pol uresniči nekaj od šolske reforme, ki je skoraj 100 let mlajša od Marije Terezije, torej druga polovica 19. stoletja, ampak slovenski prostor je denimo večinsko pismen pred prvo svetovno vojno, torej s koncem 19. na začetek 20. stoletja. Večinsko mislite več kot 50%? Ne, mislim več kot 90%, več kot 80 že do 90%. Torej prvi pred tem prednjači do tam nekaj od 17. stoletja naprej Švedi, potem gre za celoten naš srednjeevropski prostor, so pa Prusije zgled. Torej, da so naredili ta preskok. Torej, zakaj je Prusija lahko uspešna, zakaj nas lahko mala Prusija premaguje v vojni veliko Avstrijo, pomisli Marija Terezija, ko zgubi Šlezijo, očitno imajo nekaj, kar koristi njihovim ljudem. In med temi je tudi izobrazba, kjer je pismenost podrejena državnim potrebam. Če hočem vas poklicati v vojsko, da vaša družina da 1 do 2 vojaka, mora vaša družina znati prebrati, kaj piše na tistem listu, ko sem vas upoklical. Če hočemo, da vemo, da je treba iz vaše družine 1 ali 2 upoklicati v vojsko, kaj mora imeti? Hišne številke. Kaj mora imeti? Mora imeti priimke. Zaradi tega, da se bo Janez od Janeza ločeval. Katerega Janeza sem upoklical. Torej, če hoče država se krepiti, gospodarsko krepiti, če hočem, da kmet več predela, moram kmetu dati v roke navodila, kaj lahko na tisti zemlji, kako lahko nove sadeže prinese noter. Torej, to ne moreš iti od kmetije do kmetije pa vsakmu posebej razlagati, ampak mora država poskrbeti za knjižice kmetijske družbe, ki so napisane v preprostem jeziku, da ljudje lahko razumejo, ampak če hočejo razumeti, si jih mogo osnovno opismeniti. Se pravi, težnja po organizaciji družbe z namenom moči, seveda, ampak da lahko organiziraš družbo, moraš imeti v njej posameznike, s katerimi lahko komuniciraš. Absolutno. Torej, da so spet pri jeziku. Sva spet pri jeziku, sva pri komunikaciji in seveda ta bo bistveno hitreje potekala, če bo ljudem čim hitreje dosegljiva. Kako pa se seveda to dojema, tako če vedno kot moška družba, ker sem se pa vedno pomislil pa zopet na eno sliko, ki sem mislim, da tudi pri enem učbeniku uporabil, kdo naj bo deležen tega splošnega izobraževanja, ker je še vedno ta spolna delitev moški, ženske. Nekaj je sicer mišljeno, da splošno izobraževanje, torej osnovna pismenost bo za vse, ampak sem pa gledal, se spomnim enega plakata, torej začetka 20. stoletja, kakšno bo svet v 20. stoletju, je bil pa francoski šolski sistem. Mi je bilo prav zanimivo, kaj je bilo tam torej prikazano kot že študij na kakšni naslednji stopni in je bilo prikazan razred, kjer gor potekajo neke žice in iz žic višejo trakovi in učenci imajo že slušalke noter. Torej, to bo svet 20. stoletja, ker nam bo že tehnika pomagala pri razvoju. Ampak kaj se mi na tisti sliki zdelo še zanimivo? Sami moški. Sami fantje in še vedno elitni mali razred. Torej, ni še mišljeno, da naj bo to dosegljivo vsem, niti ni mišljeno, da naj bo dosegljivo obema dvema spoloma. Kakšno pa vaše mnenje to zdaj, da je to res... mislim, da zelo malo ljudi ne gre na visoko šolo
v razvitem svetu. No, pri nas jih je bilo, mislim, da je bilo to pri nas celo v Sloveniji 20 let nazaj še bistveno večji delež kot v primerljivih zahodnoevropskih državah, ravno zaradi tega, ker smo skozi status študenta pravzaprav reševali nekatere socialne probleme, pa smo imeli prek študentskega dela veliko neobdavčenega dela in smo imeli veliko ljudi, ki se je vpisalo dejansko na študij zaradi tega, da bo lahko na sivo ali po sive ali po črni ekonomiji še delalo zraven. Zdaj smo začeli šele, ne vem koliko je desetletje tega, ker smo začeli to omejevati, torej, da bo tako kot v razvitejših državah človek naj se odloči, ali bo tisto leto študiral, ali bo tisto leto delal. Ker če upišemo dejansko vse, kaj smo naredili, vedno rečem kot tisti, ki sem pač, koliko sem 20-23 let, ker sem predaval na fakulteti, ti je vedno žal, da imaš najmanj opravka z najbolj sposobnimi. Na izpitu in na seminarjih. Zaradi tega, ker jim ni treba dajati dodatnih pripomb, pa dodatnih navodil. In vedno je nek minimalni standard je in potem... Ja. In potem sem dejansko ti je žal, da se s temi ljudmi ne moreš več ukvarjati, da nimo na seminarjih, zaradi tega, ker se moraš ukvarjati z vsemi tistimi, ki vidiš, da pridejo tja zaradi tega, da bojo ali dobili tisto šestico, ali da bojo sploh prisotni, ali pa zaradi tega samo, da bojo obdržali svoj status študenta. Se verjetno je magisterij mišljen kot naslednja stopnja, ki je neko sito za bolj to je zdaj že motivirane pa doktoratne. Ja, seveda, ampak to je zdaj že po bolonjskem sistemu. Prej je bilo seveda, kako se ta stopnja dviguje. Če zdaj računamo, pa bom šel kar konkretno na slovenski primer. Torej, večkrat vem, da sem pri predavanjih to rekel. Če primerjamo... Boste še? Bom še malo. Če pogledamo slovenski prostor, kakšen preskok je pri tem narejen v 20. stoletju, najbolj pove en čist preprosti stavek. Na koncu 20. stoletja je letno v Sloveniji 2-krat toliko ljudi doktoriralo, kot jih je na začetku istega stoletja letno maturiralo. Ne? Torej, to pomeni, da prej že... Inflacija teh... Po eni strani inflacija, po drugi strani porast. Porast je to po celem svetu od 50-60 let naprej. Ampak inflacija pravzaprav bi bolj rekel je ta, da 90 leta možno pa začetek zdaj našega 21. stoletja. Ampak je pa seveda trend gre v tem, pravzaprav, da vemo, da moderne industrija ne rabi več skoraj da nekvalificiranih delavcev, kar jih še zaposluje v koncu 19. prvi polovice 20. stoletja. Ne? Torej, ta trend upisa iz prve na drugo stopnjo se pojavi seveda najprej z industrializacijo, torej v industrijskih družbah, najbolj razvitih zahodnoevropskih držav ali pa v Amerike. Kmalu se seveda tudi pojavi pri nas. Kot sem že prej omenil, to pismenost, ki jo mi dosežemo Slovenci pred prvo svetovno vojno, ko gremo na to v Jugoslavijo, je seveda, pridemo v državo, kjer imamo na enem koncu države, torej severo-zahodnem delu 90% pismenost, na drugem delu države imamo, predvsem v muslimanskih predeljih, 90% nepismenost. Narediti enak šolski sistem je nemogoče, ker boš nekoga prizadel, ali dal nekomu prevelike zahteve, ali pa nekoga zabremzal v njegovem razvoju. Torej, slovenski problem je že takrat. Mi ne rabimo več toliko razvijati ali pa na novo si izmišljati osnovnošolski sistem. Mi takrat rabimo že misliti na ta prehod iz prve v drugo stopnjo. In ta se seveda začne že med svetovnima vojnama. Izrazito je pa ta preskok narejen od 50 let naprej. Torej, ker imamo po šolske reformi pravzaprav v stanju ene generacije, če govorimo o 20 let, se ta delež več kot podvoji. Takrat imamo že, pridemo nekje v 70 letih, mislim, da na 50% upisanih na srednje šole. In seveda se takoj zatem pojavi ta problem, ki ste ga že omenil, koliko rabimo pa velikih specialistov, ki bojo vodili proces. Se istočasno pojavlja. Tudi takrat začne naraščati že kmalu po drugi svetovni vojni,
oziroma že po prvi, ampak ta skokovit je pa od 50 let naprej. Pa še ena stvar je treba povedati. Seveda, tukaj pa že kmalu pa odpadajo razlikovanja po spolih, ne? Torej, pomeni, da že imamo, sicer vemo, da bolj moške pa bolj ženske poklice, ampak to je že posledica, bom rekel, tradicionalnosti ali pa za nekatere konzervativnosti, nikakor pa ne več prepovedi in omejitev. V prvi Jugoslaviji deloma še, v drugi pa že to tudi odpade. Denimo, v prvi Jugoslaviji ženske lahko študirajo pravo, ne more pa upravljati vseh poklicov, ki jih diploma prava omogoča. Zakaj pa ne? Ker je bila zakonodaja takšna, da torej za nekatere, ne vem, ali odvetniška zastopstva ali pa nekatere sodne službe so bile pa zakonodaje po drugi zakonodaji samo za moške. To kar sem tudi omenil prej glede Grkov, pa vstopa v politiko. Bi lahko to malo pokomentirali, ker zdaj tudi precej drugače gledamo na to, ne? Imamo profesionalne politike, ki grejo že zelo zgodaj, pa stranke imajo podmladke, to vidimo, da jih že pripravljajo na ta del, ne? In meni pa zelo všeč ta grški koncept, kjer greš ti v to po koncu vsega, ne? Z neko modrostjo, kot sem prej omenil, ne? Ja, čeprav tukaj pa ne bi toliko hvalil staro Grče, ker čeprav demokracijo pa ime demos in demokracijo seveda zopet pobiramo po antičnem svetu, seveda je pa treba se vedno zopet vprašati, na koliko, kakšen delež ljudi je bila ta demokracija omejena, ne? Kdo je lahko volil? Kdo je lahko? Prvič imamo tukaj spolno razlikovanje, ženske povsod izpadejo, drugič imamo popolnoma, se pravi, samo za moške je bila rezervirana. Samo za moške, ampak za vodilni kader moške, kar pomeni, sužnji odpadejo, srednji sloj odpade. Torej, tisti delež, katerih se demokracija dotika, je en zelo, zelo ozek del torej, antične družbe. Pravzaprav se to začne spreminjati šele po meščanskih revolucijah 19. stoletja. Ne? Francoska recimo. Torej, od ideje razsvetljenstva naprej, od francoske revolucije v nemškem prostoru je na to, mislim, da Badenska ustava, tam nekje, zdaj se ne bom spomnil, 1830 plus še nekaj, je primer za tiste, ki je nekakšen ideal v nemškem svetu, ali pa belgijska ustava po belgijski osamosvojitvi je tudi en tak primer, po kateri se na to vsi zgledujejo, ampak še vedno, tudi demokracija 19. stoletja je demokracija za moške in je demokracija za tiste, ki so sposobni določen davčni cenzus preideti v plačni razred. Torej, premožnejši sloj. Premožnejši sloj. Če bom tako rekel, tako kot pa enostavno, zopet preveč poenostavljamo, pa rečemo, koliko je bilo v Jugoslaviji v komunističnem režimu odvzeto volilno pravico na prvih volitvah 1945, zaradi brisanja, zaradi očitkov kolaboracije. Pustimo to, da so bile volitve izrazito take, da niso bile normalne volitve, da je bilo zagarantiranih komunistov oblast. Drugo, ampak če bi rekel, procentualno nisem nikoli delal analiz, pa mislim, da tudi niso bile narejene, jih ne zaznam, koliko procentov ljudi lahko vodilo v Jugoslaviji, ali pa istočasno, bom rekel, zibelki demokracije ZDA. Prepričan sem, da je v ZDA ta delež nižji. Torej, če računamo črnci, indijanci, osebna zahteva, ker se moraš upisati v register, socialne zadeve, socialne omejitve in imamo zopet toliko in toliko jih odpade. In to je to. Pravzaprav imamo šele ta moderno meščanske sistemi druge polovice 20. stoletja. Francija, mislim, da dobi ženske volilno pravico po prvi, večina ženske dobijo ponekod, torej že po prvi svetovni vojni, Francija pa še številne druge države, pa dejansko šele Italija po drugi svetovni vojni. Ne? Torej, šele takrat pravzaprav pridemo na to tako imenovano množične volitve, ker pravzaprav je volilna možnost izražanja svojega političnega mnenja splošna. Vemo pa, da je tukaj pa pride, pa smo na začetku pogovora, pa te strankarske manipulacije tako ali drugače. Oziroma,
kako se pravzaprav lahko ti totalitarizmi 20. stoletja pojavijo, pa se tukaj sklicujem kar na, bom rekel, teoretičarko teh sistemov, torej Hannah Arendt, ki enostavno pravi, da takrat, ko dobimo splošno volilno pravico, tradicionalne stranke, torej tudi v Angliji, torici, pozabijo, da obstaja še spodnji sloj. Aha. In kdo izkoristi ta spodnji sloj? Niso znali nagovarjati. Niso ga znali nagovarjati. Kdo ga zna nagovarjati? Tisti, ki je popolni novinec v politiki. In nagovarja samo njih, ker ve, da dosti ne razume, jih nagovarja na najbolj populistične možne načine. In tukaj so bili pa retoriki Hitlerjevega kova pa zelo močni. Torej, enostavno, ko ti daš glas nekomu, ga moraš spoznati in upoštevati, če ga hočeš nagovoriti. Torej, zdaj pa volilna pravica je razširjena, mi pa še vedno nagovarjamo isti krog ljudi, kot smo ga nagovarjali pred 30-50 leti in pomislimo na nekatere stranke danes, ki v svojem protikomunizmu še vedno nagovarjajo isti krog na isti način, kot so jih leta 1990. Naprimer? Če bomo rekel, ta protikomunistična retorika, vse so krivi uni iz bivšega režima, uni iz bivše vlade, zdaj pa pravzaprav bomo kmalu imeli, koliko je povprečna slovenska starost, mislim, da 40 plus let, tam 41, 42, torej bomo čez 10 let že imeli več kot polovico prebivalcev, tistih, ki prejšnji državi sploh niso živeli, s to retoriko proti prejšnji državi, nagovarjati ljudi pomeni, da te polovica državljanov ne posluša, ker jim nisi namenil nobenega glasu. In se pa smo zopet v politiki nagovarjanja, pa v množični politiki, kjer je pravzaprav po eni strani nagovarjamo volilce za, oziroma državljane za nekaj, ali pa proti drugim. In pri nas je še vedno močnejši ta proti drugim, kar pa zopet ni novost tega časa. Če si hotel človeka diskreditirati pred 100 leti, si mu rekel, da je Avstrija Kant, pa je bilo to nekaj najhujšega, od česar se ni mogel uprati. Po drugi svetovni vojni so rekli, da je malomeščan ali pa buržoaznes ali pa buržoazni ne vem kaj, se ni mogel uprati. In tako kot sedaj po 1990, ta je bil pa komunist, pa se tudi ne more uprati, pa čeprav je rojen šele takrat, ko te stranke že zdavnaj več ni bilo. Torej, izrazito prevelik poudarke v našem prostoru, pa še marsikje na glasovanju proti, ker ne mislimo, kako nagovoriti ljudi in zakaj bomo nagovorili. Verjetno je tam močnejši efekt dobiš, če na negativo dobiš močnejši efekt in pri volitvah en glas je en glas in enako šteje glas enega odličnega analitika družboslovno, torej humanistično zavednega državljana, ki ve, kam kakšna pot pelje, enako šteje kot tistega, ki nič ne posluša, nič ne razume, pa slučajno nekomu glas kam da. To seveda ne pomeni, da bi zagovarjal elitizem volilni, kot so ga nekoč imeli. Ampak torej, nagovarjajo tistih, ki jih je več. Tiste, ki lahko odločajo na volitvah. Ne? Kako se vam pa zdi ideja, da bi pred oddajo glasovnice bil nek mali test potreben? Recimo, če imamo referendum o, ne vem, jedrski energiji, da bi nekako utežili glasove, posameznikov, ki bi znali odgovoriti na neka vprašanja, ki so dejstva, recimo. Mislim, da bi se s tem zakomplicirali življenje v tem smislu, ker to je zdaj ta problem splošne volilne pravice, ki je dobra stvar, da se razumejo, ampak je ta, da če daš možnost odločanja tudi o strogo strokovnih zadevah. Ja. In tukaj je prvič način predstavljanja v medijih, stvar, pri kateri sem tudi na 2 okroglih mizah sodeloval, ki je bila arhivska zakonodaja z vsemi neumnostmi, kar so ljudje o tem govorili. A to je glede starih arhivov? Ja. In takrat, ko je bilo soočenje na televiziji, je bilo, mislim, koliko je bilo takrat 7 ali 8 parlamentarnih strank, se ne spomnim, torej je bilo, mislim, da noter 8 predstavnikov parlamentarnih strank in en arhivist, ki se na tematiko spozna. Torej je bil proti 8,
eden tisti, ki je dobil enako časa kot eden od tistih 8, ki verjetno niti ne vejo, ki je državni arhiv, ki verjetno življenje še nikoli niso bili v arhivu, je imel tam noter enako težo njegova pripoved kot teža edinega med njimi, ki se na to spozna. In tukaj je ta problem referendumov, da je enostavno ali dati sploh na referendum zadevščine, ki so strogo strokovnega značaja, ker bom tako rekel, glede na to, da sem bil tudi 3 mandate predsednik maturitetne komisije za zgodovino, smo bili soočeni tudi s tem, da so nekateri starši hoteli prek sodišč doseči vpogled v določene ocene oziroma kdo je bil ocenjevalec pri določenih tekstih, pa jih je seveda sodna inštanca na vrhu zavrnila, da sodna veja oblasti ne sodi o strokovnih vprašanjih, ampak samo o postopkovnih. In ker je bilo postopkovno vse normalno izpeljano z možnostjo strokovne pritožbe in zahtevanostjo po strokovnem odgovoru, to ne podleže sodni veji oblasti. Torej, mi bi hoteli pa, oziroma nekateri bi hoteli pa, ki mislijo, da lahko se z denarjem vse kupi, pravzaprav tudi na ta način pomagati otrokom, ker jim pa pravzaprav samo škodajo dolgoročno. Ja, to slišim, da je vedno več tega, ne? Poseganja staršev v šolski izobraževalni sistem, željo, da so njihovi otroci izredno uspešni v njem. To zdaj bolj slišim, kot kaj vem, ker slišim tako kot drugi, ker pravzaprav se s tem že nekaj časa nisem zraven, ampak tisto, kar pa slišim od ljudi, ki pa so zraven, je pa seveda ravno ta škodljivost od permisivne vzgoje naprej, ki se je pojavila tam nekje v 90-ih letih in so jo ponekod, kjer so jo začenjali, torej v skandinavskih državah, norveški, že opuščajo, ker vidijo, da je pravzaprav prinaša slabe rezultate, ali pa tako, kot bom rekel, kot prebereš, ker so se prej pogovarjali o lingvi franki, da tudi ta drugi jezik, koliko da vlogo angleščine ali ne kot jeziku komunikacije sodobne, da v nekaterih šolskih sistemih tudi že premišljuje, kako ukrepiti vlogo nacionalnega jezika, ker se na to mladina pravzaprav že bistveno več komunicira oziroma celo bolje komunicira v angleščini kot pa v svojem maternem jeziku. Ja, ker živijo na internetu, ne? Živijo na internetu, živijo za angleščino tudi zaradi tega, ker jih temu spodbujajo razni razpisi prek evropskih skladov ali kaj takšnega, torej študijske izmenjave ali pa že dijaške izmenjave, kar ni nič narobe. Super je, da se ta naš svet manjša. Manjša v tem smislu, da če je bilo nam dosegljivo pač, da smo izbirali med 1, 2, 3 dvema univerzama, pa še mogoče, če si šel takrat v Jugoslaviji še kam drugam, je zdaj pravzaprav za to sedanjo mladino študija že pravzaprav te štipendije, ki jih omogočajo v Evropski uniji, odlično so te izmenjave odlične. Prvič za razpoznavanje vseh, smo zopet pri tem, da če bomo več govorili, bomo manj stereotipov imeli od drugih, pa se zdaj bojo to omejeni na Evropsko unijo, kar pomeni, da je bistveno širši prostor, kot je bil prostor prejšnje države, v kateri smo bili. Ne pa, da poznamo samo sebe, ker pri slovenskih je vse tako, da ni problem. Da tisti, ki najbolj komentirajo, kako je pri nas vse narobe, imam občutek, da so tisti ljudje, ki skoraj nikjer še niso bili. Nimajo občutka za primerjavo. Nimajo osnove, na kateri bi primerjali. Ja. Zdaj veliko sva se časovno premikala po zgodovini, govorila sva o Egiptu, antiki, francoski revoluciji, ne? In sem vas vprašal glede teh vrednot, precej sva se osredotočila na demokracijo, potem bi jaz dal zraven še mogoče neka svoboda govora, individualizem, ne, se pravi neka pravica do svobodnega življenja. Ne? Pa me pa zanima, pa recimo, da je bila francoska revolucija pred 20. stoletjem, kaj se je pol zgodilo v 20. stoletju, ne? Ker smo te vrednote malo smo zašli, ne? Smo zašli, so pa če dalje bolj definirane. Zdaj samo vprašanje, koliko jih upoštevamo, ja ali ne. Konec koncev tudi, če vemo, da je pravzaprav glavno sredstvo še v srednjem veku reševanja problemov še vedno vojno stanje,
da je pravzaprav od Vestfalskega mira kot torej po koncu 30-letne vojne, da je pravzaprav se šteje kot nekakšen začetek tega nekonfliktnega reševanja, torej poskus, da evropske države neko stabilnost obdržijo, ne da bi se med seboj spopadali. Seveda jim nekoli 1648 leta, torej po 30-letni vojni, ki ga pač štejo za začetek, bom rekel, sodobne diplomacije. Nekako na ta način, ampak v 20. stoletju, če ne drugega, dobimo že pravila vojskovanja s haaškimi, torej mednarodnimi pravili, kaj se sme in kaj se ne sme med vojskovanjem. Ampak po drugi svetovni vojni. Ne, to je pred prvo svetovno vojno, ampak seveda, koliko pa kdo upošteva, pa kdo ne. Po drugi svetovni vojni pa vemo, da dobimo, se je bilo ravno pred kratkim, torej na 10. decembra 1948 pa deklaracijo o človekovih pravicah. Pravzaprav dobimo po prvi svetovni vojni najprej Društvo narodov, po drugi svetovni vojni Organizacijo združenih narodov, ki oba dva na začetku predstavljata nek velik korak naprej v smislu dogovarjanja, pogovarjanja, torej jaz temu rečem boljše slabi pregovori kot dobra vojna. Zopet, ko se to, ne bom rekel, da se ravno izpoje, ampak ko nekateri gredo prelahko preko tega, tudi politiki, seveda tudi te omejitve nič ne pomenijo. Ni treba veliko gledati stran, ker že samo sedanji Izrael pogledamo. Ne? Torej, vsako stvar, ki jo omenjaš o Netanjahuju ali pa Izraelu, govorimo o Izraelu kot državi, si seveda na nekaterih koncih, torej sem izraelski označen kot antisemit. Ampak če pa damo usporednice, da se je to, kar se je dogajalo z Judi med drugo svetovno vojno narobe, in damo usporednico to, kar se zdaj dogaja s sosedi Judov na političnem zemljevidu, je narobe. Ne vem, kaj smo tukaj zgrešili in kaj je to protisemitskega. Torej, pravila so čedalje bolj dodelana. Vprašanje pa je, da se ta stvarnost se spreminja. Če smo imeli prej pravico veta 5 držav v OZN po drugi svetovni vojni, vemo, da je politična podoba in moč držav tega sveta bistveno drugačna, kot je bila leta 1945. Vemo, da se je tudi že pravica veta po svoje zelo, zelo vprašljiva, ker vemo, da ima Izrael vedno svojega zagovornika v varnostnem svetu OZN, ki ga bo branil, ne glede na to, kaj se dela. Torej, gremo naprej, ampak še vedno imamo politike in politiko svetovno, ki seveda gleda skozi vedno lastni interes. Pravice posameznikov pa vseeno. Če bom vsej tako rekel, v razvitem svetu imamo tistega, kar smo prej imeli množično v zaporih, torej političnih zapornikov, pokrivom obsojenih zapornikov, bi lahko rekli, da se ta delež pa vseeno se mi zdi, čeprav zato bi rabo kakšne velike številčne primerjave, se zmanjšuje. Ne? Ampak po eni strani tudi zaradi tega, ker so seveda, če bomo rekli, Anglija se lahko ponaša s tem, kar je imela na začetku 20. stoletja, nismo imeli teh konfliktov znotraj države. Seveda, da ne. Ustvarjali ste jih na Irskem. Ustvarjali ste jih v kolonijah v azijskem, afriškem svetu. Vi ste si izmislili koncentracijska taborišča, ki so jih na to drugi posnemali. Ne? In tako naprej, in tako naprej. Torej, so izvažali, če smemo temu reči, te svoje probleme v drugi svet, da je bil njihov notranji svet deloval manj konfliktno. Te individualne pravice pa, moja žena vedno reče, srečna sem, da sem rojena v teh par procentih ljudi, ki lahko živimo v takem svetu. Ker večina človeštva tega še nima. Ne vem, kje je rešitev, ne vem, kako jo iskati, vem pa, da mi tudi svet, v katerem živimo, ni popolno všeč in ga je zdaleč od tega, da bi ga opisoval kot idealnega. Ker tudi prevelika moč ene države, kot je zdaj v zahodnem svetu, pač Združenih držav Amerike, je zaskrbljujoče. Torej, če rešuješ konflikt na način, kot si ga rešil v Iraku in v Libiji, da si zrušil en diktatorski hud krvoločen sistem, ki je na notri funkcioniral tako, da si ustvaril anarhijo in da si ustvaril 5 malih diktatorjev, države pred razpadom, kjer se ne ve, kdo pije, kdo plača, s tem nisi ničesar
nisi rešil problema. Si ustvaril množico novih, mogoče na prvi pogled manjših problemov, ko daš pa seštevek skupaj, pa ne vem, če so kaj manjši. A bi se vam zdel boljši svet, ki je bolj polaren, se pravi, da sta saj dve močni sili to sva imela, prisotni? Zdaj ste me pa vprašali vprašanje, torej že iz začetka, kaj me je zgodovina že od nekdaj pritegovala. Moja učiteljica zgodovina že v gimnaziji, včasih te pogovore, tako da sva bila 2 v razredu, ostali so pripravljeni na ta pogovor. Ne, ostali pa poslušali. In ravno to, sem rekel, bolje, da sta 2, takrat sta bila pa že ZDA pa Sovjetska zveza, kot da bi bil samo eden. Ne? To je bil vaš argument. Ja, ali pa bolje, da jih je več. Zaradi tega, ker mora tisti, ki je najmočnejši, vedno gledati še na ostale moči. Seveda, njen argument je pol bil, da pravzaprav ne bi bilo sploh niti monopolarnosti. Ampak človeške želje so vedno deloma, zdaj pri politiki, pokvarjene. In na to je treba upoštevati. Torej, če je več centrov moči, bolj bojo morali med sabo koordinirati svoje moči. Torej, in ne bo izživljanja enega nad vsemi ostalimi. Da bi pa zdaj kakšne ideale iskal, če pogledamo te zadnje volitve, ki so vplivali na svetu ZDA, kaj ne izbereš med dvema, kjer nimaš nič za izbirati? Torej, nekoga drugega, ki bi pa lahko mogoče kaj spremenil v tej državi, pa seveda po njihovem sistemu sploh ne more biti zraven. Ja, tak strankarski sistem imajo, zelo specifičen, zelo polaren. Izrazito bipolaren, tudi ko se je spremenil, kdaj je torej skozi zgodovino njihov ZDA, sta bili še vedno, tudi če so se preimenovali, pa ena stranka šla v franže, se je pojavila na njeni dediščini nova, ki pa pravzaprav ni prenesla novo v sistemu. Še vedno je bila ta strankarska bipolarnost. Ne? Kjer eden na to, the winner takes it all, ne? Torej zmagovalec odnese vse. Je to, ko ste pač zgodovinar, pa ko ste zgodovino preučevali, bi me zelo zanimal odgovor na eno zelo težko vprašanje. Katera družba ali pa kateri sistem, lahko je zdaj obstoječ ali pa takšen, kot je bil, je najbolj optimalen za blaginjo človeka, tega, ki živi v njemu. A se vam zdi kakšen model, ker zdaj so se malo o Ameriki pogovarjala, ni popolno vse, ampak vidite kakšen model, ki je pa... Ja, če bom tako rekel, med tistim, kar lahko zbiramo, pa kar bi zbiral, če bi lahko zbiral, pa ga prvoščil čim več ljudem, je še vedno ta, bom rekel, socialdemokratski model skandinavskih držav iz druge polovice 20. stoletja. Torej mogoče še pred padcem Berlinskega zidu. Zaradi tega, ker zaradi tega, ker s padcem Berlinskega zidu se nekaj zgodi tudi v zahodnem svetu. Pade komunistični režim na vzhodu, na zahodu pa pade strah pred njihovimi komunističnimi strankami oziroma njihovimi levičarskimi strankami. Ker če računamo, se tudi po padcu komunističnih režimov na vzhodu, na zahodu stvari zelo zavijajo v antisocialno smer. Torej, ker ne čutijo več te notranje napetosti pa možnosti, da bi se njihovi socialisti, socialdemokrati zgledovali po nekom drugem. Sprav ni proti uteži, ali kako? Ja, notranje. Torej tudi pravzaprav takrat socialisti, socialdemokrati marsikje začnejo izgubljati v zahodnem svetu. Predtem pa imamo, če govorimo o tem skandinavskem modelu, imamo pa uspešni ekonomski model, ki razvija razvoj, torej tudi s pomočjo znanosti, kapitalističen s pomočjo znanosti, ampak ki hkrati pazi na blaginjo svojih državljanov, ker bo lahko šlo. Torej, tudi, če pogledamo finančno krizo po bančnem zlomu, torej prvo desetletje tega stoletja. 2008-2009. Ja, 2008-2009. Kaj naredi takrat Nemčija pod Merklovo? V Sloveniji takoj znižamo tam tisto, kar v proračunu stroški, glede na to, da delam v znanosti, zelo padajo. Smo bili v veliki krizi. Kaj je Nemčija takrat naredila?
Merklova izrazito poveča stroške v znanost. Ta nas bo potegnil ven. Mi rabimo inovacije, mi rabimo nove iznajdbe, mi rabimo nekoga, ki bo ta voz gospodarstva prav smeril v druge tirnice. Torej, ta razvoj. In na tem je pravzaprav tudi ta skandinavski model, če računamo, ko sem že prej omenil, našo reformo šolstva v 50 letih, kjer nas prav smeri v srednje pa visoko izobraževanje. Med temi izmenjavami, kamor so že takrat naši šolski pedagoški strokovnjaki hodili po nasvete, oziroma ne po nasvete, si ogledovati modele, je bilo skandinavski svet zelo močan. Torej so se tam tudi zgledovali. Torej, če bi tako, da bi moral kaj pogledati, pa si želeti, da bi tudi drugim prvoščil, je seveda to. Torej, en uspešen gospodarski model, ki pa ne misli samo na dobičke gospodarstvenikov. Sprav kapitalističen sistem z močno mrežo, ki ujame spodnji sloj. Ja, in kjer so tudi kapitalisti, torej kjer je ta, bom rekel, vodstveni kader, oziroma kjer so lastniki, po svoje, če smemo temu uporabiti ta izraz, ujetniki svojih zaposlenih in njihovega tega, kako bi rekel, lahko je to solastniški model, kjer imajo tudi delavci deleže v svojih podjetjih, lahko je pa ta omejen izrazito temi sindikalnimi pravicami. Da se ne dogaja to, kar se je zdaj v ZDA zgodilo s tem umorom zavarovalniškega direktorja, ker pol šele začnejo javnost šele sedaj o tem govoriti v Ameriki, koliko so znižali izdatke v premije in koliko so v tem času narasle plače vodilnih menedžerjev v zavarovalniških firmah. Ne? Ja, tak neizprosen individualistični sistem testirajo tam v Ameriki, a ne? Ja, ker pomeni, da če bomo s totim zavrnili zahtevek za zdravljenje, bomo lahko prikazali večji kapitalski delež oziroma večji dobiček. Tistih 100, ki se pa ne more zdraviti, nas več ne zanima. To je postranska škoda, ne? Vi ste bili precej dejaven, mogoče ste pa še v Slovenski matici? Kot predsednik še kar. Ja. A poveste malo o tej organizaciji, pa zakaj se vam zdi pomembno? No, Slovenska matica je letos imela 160-letnico, torej ustanovljena 1864 leta, ravno v tistem času, ko sem omenil, ko je bila ta druga šolska reforma velika, oziroma po en strani tretja, ampak druga tista radikalna sprememba šolstva, ko začne pri Slovencih zelo kulturni nivo hitro naraščati, pa drugod po Avstriji, ampak Slovenci to moramo reči kar dobro izkoristimo. In takrat so ustanovljene nekatere naše osrednja društvene ustanove. Torej, če računamo, če nas primerjamo takrat Slovence, pa nas bomo primerjali z vodilnim narodom v državi. Torej, Avstrijci imajo svoj, ta glavni gledališče na Dunaju, imajo svojo Dunajsko univerzo, imajo filharmonijo, imajo vse tiste, kar se šteje kulturnim ustanovam, centralnim v državi. Slovenci, kaj imamo od tega? Nič, cele nič. Torej, namesto teh se kot nekakšni, bom rekel, surogati ustanavljajo društva, ki naj to nadomestijo. Ki naj to razvijajo do neke točke, ko se bo to lahko profesionaliziralo. In Slovenska matica je bila ustanovljena kot tista osrednja, bom rekel, znanstveno in kulturno društvo. Pri tem smo imeli pač samo Mohorjevo družbo kot založbo, ki pa je seveda izdaja bolj to nezahtevno literaturo za širše množice. Torej, nekoga, ki bo sposoben izdajati, bomo rekli, znanstveno ali pa zahtevnejša kulturna dela v slovenskem jeziku. Ga še nimamo. In seveda tudi zato je njen tak vzdevek naša mala akademija takrat, oziroma kot je Blajevec na ustanovni skupščini govori, magna karta slovenstva. Torej, iz njenih nedari se na to rastejo pobude za ustanovitev Slovenske univerze in Slovenske akademije. Torej, Slovenska matica že ob koncu 19. stoletja kot znanstveno društvo, ki začne prvo izdajati zahtevnejše znanstvene spise v slovenščini, začne izdajati 1899. leta prvi znanstveni zbornik v slovenskem jeziku
in to vrstne publikacije izmenjuje s podobnimi društvi, predvsem v slovanskem, pa tudi širšem srednjeevropskem prostoru. Torej upravlja delo, ki ga pri razvitejših narodih upravljajo akademije. In približno istočasno je ustanovljeno dramatično društvo, torej, ki se že v svoj cilj zada, da bomo Slovenci enkrat prišli do poklicnega gledališča. Ampak poleg predstavljanja gledaliških iger, kar je normalno za to vrstna društva, si zada še par nalog zraven. Eno je ustanoviti glediško učilnico, kar pomeni sedanje AGRFT, torej Akademijo za gledališče. Isto naredi glasbena matica. Torej, moramo dobiti Slovensko filharmonijo in moramo dobiti akademijo glasbeno, ki bo izobraževala ta kader. Torej, to je pri nas vse preko društev ustanovljeno in se takrat, bi rekel, zelo hitro začne na vseh področjih pri Slovencih razvijati. Pravim, takrat začne skokovito naraščati pismenost med Slovenci, ki sem jo že omenil, in do prve svetovne vojne imamo mi pravzaprav pripravljene te dejavnosti, da tiste, ki niso že prej kot društva profesionalizirana, recimo nekaj časa gledališče, pa ga sami ukinemo, nekaj časa filharmonija, pa je zopet sami ukinemo in pripravljen imamo že univerzitetni sklad za šolanje profesorjev, ki bojo, ko bo enkrat ustanovljena univerza v Ljubljani, prišli nazaj v Ljubljano delati. Torej, med prvo svetovno vojno, ko je znova vzpostavljen parlamentarni sistem, torej po smrti Franca Jožefa 1917, kasnejši rektor ljubljanski, kasnejši predsednik akademije, napiše kot novopečeni študent, v Ljubljani mora Slovenska matica, ki je edino tako društvo, ki se lahko zopet začne delovati, potem, ko je bila na začetku vojne ukinjena, je tista, ki ne izbere vse intelektualce doma in njena naloga je, da nam ustanovi univerzo in akademijo. Matica da pobudo na to, ko dobimo državo Slovencev, Hrvatov in Srbov, torej po prvi svetovni vojni, seveda to pride na vladni urad, ampak Slovenska matica vse tiste svoje, kar ima in potencijale in možnosti, da na to razpolago. Denimo prej, ko sem omenil, da je zbrala že močno knjižnico za izmenjavo znanstvene literature, vse to donira sedanjemu Narodni in univerzitetni knjižnici, zaradi tega, da bojo imela univerza čim boljše možnosti za delovanje. Na to se angažira, ker je ustanovljena univerza tudi pri tem, da bomo še akademijo dobili, torej izpolni nekatere te svoje osnovne naloge. Denimo, če jo primerjam z nekaterimi drugimi društvi, denimo dramatično društvo, dejansko privede zopet do ustanovitve poklicnega slovenskega gledališča, sedanjega SNG-ja, takrat Narodnega gledališča, in društvo pravzaprav takrat stagnira. Upravlja samo še ene štipendijske dejavnosti, ker je svojo glavno nalogo naredilo. Torej, tisto, kar so veliki narodi imeli, so si Slovenci prek društvenih nadomestkov hoteli razviti. Kako jim je to uspelo, bom pa pravzaprav lahko citiram z besedami enega sociologa judovskega rodu iz Krakova, ki je pa bil profesor na Graški univerzi pred prvo svetovno vojno, kar pomeni, da se je tam seznanil tudi s slovenskimi svojimi študenti in da je zelo poznal te kulturne razvoje pri malih narodih in ga je to posebej zanimalo, kako pravzaprav to se zdaj dogaja. In je nekje ob koncu 19. stoletja, in to je bilo v slovenščino članek preveden, objavil v neki francoski reviji članek tudi o Slovencih pa malih narodih. Torej, za Slovence takrat Francozi še slišali niso. Uradnega imena, seveda, Slovenci še ni bilo. Slovenije uradno še ni bilo in napiše, včasih so narodi za tak kulturni razvoj porabili kakšnih 300 let. Prav pri nekaterih malih narodih se zdaj to dogaja neznansko hitro. Desetino tega, 30 let. Poglejte samo Slovence. To je dal Slovence kot primer tistega naroda, ki v teh 30 letih od društvene zakonodaje, ki je omogočala to vrstno društvo v Avstriji, 60 letih, torej 19. stoletja, do preloma 19. 20. stoletja, prav so oni Slovenci torej naredili en tak preskok, za katero so nekateri drugi narodi porabili stoletja. Kar pomeni, bom govoril o univerzi,
tukaj ni imela slovenska matica, se pravim, z nekaterimi drugimi zadevščinami toliko, recimo, kot je šolanje profesorskega kadra, ampak ko se je ustanovil Univerza v Ljubljani 1919, se pravi, matica da svojo knjižnico, matica da svoj aparat, svoje prostore za vsa taka srečanja, ampak profesorje imamo že šolane po evropskih univerzah, da lahko filozofska pa pravna fakulteta začneta deloma že delovati z domačim kadrom. Ti dve sta bili prvi? 5 fakultet je bilo. 5 fakultet. Medicinska kot nepopolna do druge svetovne vojne, torej samo prvi letniki nadaljevanja študija v Zagrebu ali Beogradu, potem seveda teološka fakulteta, ki so na osnovi bogoslovja tudi že prej imel domači kader razvit, in pa tehniška fakulteta z več usmeritvami. Torej, da Plečnik pride nazaj, pa smo imeli 2 Plečnika profesorja. Enega na arhitekturi, ki ga poznamo, brata, ki ga malo manj poznamo na medicini, ne? In tako naprej. A kaj je tehnična fakulteta poučevala? Arhitekturo ali kaj? Arhitekturo, gradbeništvo ali geodezijo, oziroma geodezija je bila tudi malo mešana, torej kot geografija je bila deloma še na filozofski fakulteti, oziroma je bila, mogo biti pogledati, strojništvo, torej strojno, več smeri, iz katerih so se kasneje te stroke potem posamezne sedanje fakultete razvile. Ja, zanimivo. Kaj bi pa rekel, zakaj je pomembna kultura za določen narod, ali pa, če bi provokativno rekla, zakaj bi sploh mogel to biti v slovenskem jeziku, zakaj je pomembno, da je slovenski jezik ohranjen, da so te knjige bile ohranjene. Zakaj mislite, da je to pomembno? Če hočeš biti enakopraven ostalim, se moraš ponazoriti tako, kot se prikazati, tako, kot se prikažejo ostali. Ostalim narodom. Ostalim narodom. No, ko je bil prvič predlog, denimo za Ljubljansko univerzo v Dunajskem parlamentu 1902, dan 1903 so govorili, je pač en nemški nacionalistični poslanci slovenskega ozemlja v Dunaju rekel, kot vidite, niste sposobni za to, pridite s takim predlogom zopet čez 100 let. Ampak po 16 letih je tukaj univerza bila. Ne? Torej, zato, da ali pa, kot je rekel, kot je v svojih spominih zapisal profesor slovenščine na Graški univerzi, že pred prvo svetovno vojno, Murko. Seveda, takrat je bila še ta navada, ko je bil... Rečete Graška univerza, kje je to? Graz. Graz, to je nam najbližja. Vemo, da so Slovenci že predtem večinoma hodili Dunaj, Štajerci več v Graz, torej tudi Slovenci lahko z Kranjske v Graz, ampak številnim je bilo v Dunaju celo lažje zaradi štipendijskega sistema, ker je bila pač na Dunaju močna Knafleva ustanova, ki je omogočala štipendiranje študentom iz Kranjske. V začetku 20. stoletja se to še deloma prenese tudi na Praško univerzo, torej, ker imamo Masarika kot naslednjega, torej takrat češkega predsednika po prvi svetovni vojni, ko je bil še rektor, je zelo spodbojil tudi Slovenci, prihajajte tja, pa vam bomo še kaj v slovenščini omogočili, oziroma da imamo čim več Slovanov odbitno. V glavnem, ko je bil profesor slovenščine že pred prvo vojno, torej Matijo Murko v Gracu, je na enem sprejmu pri cesarju, pravi v svojih spominih je cesar tudi mu rekel, prav verjetno mora biti pa težava poučevati jezik, torej, čeprav cesar je bil zagovarjal enakopravnost jezikov, ampak ker toliko ni poznal konkretnosti, bo je dajal nekako na ta način, ki je toliko majhen, ki je še toliko nerazvit ali nekaj podobnega. In pravi Murko, kaj mu je odvrnil cesarju, da je cesar malce onemel, ta jezik ni tako nerazvit, ta jezik ima prvi prevod Biblije, torej na osnovi ponavadi prvega prevoda Biblije v nacionalni jezik se začne tudi razvoj knjižnega jezika. Torej, pri nas istočasno, kot imamo Dalmatinov prevod Biblije, imamo seveda tudi Adama Bohoriča Zimske urice, torej prvoslovnico, pri katoliškem prevodu je pač enako. Torej, kasneje mu Murko reče, veste, prvi prevod Biblije v slovenščino je iz istega stoletja kot nemški. Aha. Torej, pomeni, da nisi ponižan med ostalimi in da lahko ponazoriš, da je tvoj jezik sposoben razmišljanja
enako kot drugi jeziki. Ker če, seveda, najlažje se to udejani potem v lastni državi, kjer naj bi država tudi pomagala razvoju kulturnih ustanov v tem jeziku, zopet pa moramo, Slovenci ne smemo pozabiti, da imamo en ta privilegij, da smo kot ta mali narod že prej razvili svojo kulturo in da smo prišli do svoje države in da moramo to seveda naprej razvijati. Ker včasih, ko poslušam tudi med Slovenci tisto pol pojasnjevanje, zakaj moramo mi več imeti, ker smo svoja država, jaz bi enako privoščil tudi Kurdom, ki imajo seveda svojo inteligenco, svoje vrhunske kulturnike po celem svetu, zaradi tega, ker pač v državah, v katerih živijo, v Turčiji, Iraku, Iranu, so preganjeni, tudi Siriji bili, ne? Torej, hočem to reči, da s tem privilegijem, da imamo državo, mora ta država poskrbeti tudi za ta razvoj, zaradi tega, ker samo z državo se boš kaj prikazoval slovensko vojsko. Mislim, da je, ne vem, če kdo je bo upošteval v svetu kot nek faktor, ki bi lahko nekaj vplivala. Dosežki slovenske znanosti ali pa kulture ali pa športa so pa lahko marsikje zelo, zelo priznani. Tako da športa, ko ste rekel, v Ameriki pač na Dončić vsi zdaj slišijo, v nekih specifičnih okoljih pa seveda na imena določenih znanstvenikov seveda vsi slišijo. Pa seveda paziti moramo, koga bomo za nazaj označevali za Slovenca ali ne, takrat, ko ta pojem še ni obstajal. Ne? Recimo. Jaz vedno tukaj pomislim na Jurija Vego. Astronomi bojo vedeli za Jurija Vego, za njegov krater na Luni, matematiki ali pa, bom rekel, včasih celo srednješolci, večina sveta srednješolcev bi za Jurijo Vego slišali, oziroma bi vedeli za Vegove tablice, po katerih smo še ročno preračunavali, verjetno je. Jaz sem pa še bil v šoli, ko še nimel vsak ročnega kompjuterčka. Na Bankovcu je bil, ne? Jaz se to spomnim. Ja. Torej, ampak seveda, takrat je bil $50, mislim. Ja, takrat je bil svetovni rekorder v izračunu števila piše in njegove tablice logaritmične so se seveda uporabljale skoraj da po celem svetu, stoletje dve po njegovi smrti, še ponatiskovale, dokler nismo dobili teh ročnih kompjuterčkov, ki te to zahtevne funkcije kasneje izračuna. Ampak v strokovnih krogih bojo to ime še povsod vedeli. Tako kot bojo čebelari po celem svetu, tisti, ki se je bolj temu zavezan, vedel, da je svetovni dan čebel pač vezan na nekega Antona Janšo, ki zdaj pa ne vejo točno, odkot bi izhajal, mogoče nekateri pa tudi vedo, da je bil to pač dvorni čebelar Marije Terezije in je svetovni dan čebelarstva, čebel pač na njegov. To nisem vedel. Ja. Zanimivo, ja. Imamo še več takih ljudi, ki se jih lahko izkaže, pa pokaže seveda, ampak je treba vedeti, kam in kako sodijo. Ne? Ker ni bilo še države. Ne? Ni bilo države, sami se na ta način še niso mogli kot Slovenci identificirati, ker to ni bilo znano, ampak so se pa identificirali po jeziku, ki so ga govorili. Ne? Torej, uporabljali so, Janša je seveda pisal svoje napotke v torej, nemščini, ker je bil pač delal na Dunaju, slovenščina še ni imela razvitega izrazoslova in slovenščina je šele takrat začela prihajati v šole. Ne? Jurij Vega je bil pač učitelj na šoli v Ljubljani, torej na jezuitski gimnaziji, oziroma potem in je se šolal tukaj in je seveda tablice, ki jih je pisal profesori, ki so ga učili v latinščini. On je pisal takrat za takratni izobraženi svet. Torej, da ga bojo uporabljali v čim večjem delu tega šolskega sistema oziroma šolanja teh specialnosti. Torej, šele kasneje nekatere smo si prisvojili ravno to, ko ste rekel na banku, sem se ravno zasmejal, ko so bile, koga bomo dali na bankovec, ne? Dali bomo pač tiste, ki so znane Slovence po svetu ali ki so jim to ponesli ven. Jurij Vega tega ni ponesel. Bodimo ponosni na to, malo pa pazimo po izrazih, kaj bomo napisali, pa kako si bomo te izbirali. Ali pa tako rekel, ko sem pa navad študentom začenil, ko smo govorili o Francetu Prešernu. France Prešeren ni bral slovenskih časopisov.
ker jih še ni bilo. Mhm. Ko je šel v gledališče, ni šel v slovensko gledališče, ker ga še ni bilo, ker je bilo nemško gledališče. Gledališče delovalo takrat samo v nemškem jeziku. V svojem šolskem sistemu se je večinoma od glavne šole naprej srečeval samo z nemščino in svoje odvetniške opravke opravljal v nemškem jeziku večinoma, torej razpravni del je lahko bil tudi v razumljivem jeziku, torej slovenščini. Kaj je znano njegovega v slovenščini? V slovenščini so znane njegove poezije. In mislim, da 2 pismi. Eno pismo, ko je pisal staršem iz Dunaja, da se je premislil, da bo šel študirati teologijo, ampak bo šel pravo študirati. In je bilo družinsko razočaranje. In seveda, vedel pa je, nagovarjal pa je Slovence v pesmih. Kljub temu, da je bil njegov šolski sistem vse skozi v jeziku, ki ga ni, in tudi njegova hčerka, ko je napisala spomine na očeta, na Franceta Prešerna, torej Ernestila Jelovškova, jih je ob koncu 70 let, torej 19. stoletja, napisala v nemškem jeziku. In ko so bili prevedeni in izdani v slovenščini 1903 približno, ne vem, tukaj nekje, je najprej dala v predgovor opravičilo, ker je spomine najprej napisala v nemščini. Zakaj? Prav zaradi tega, ker sem predtem v mestu komunicirala vedno samo v nemščini in na voljo so mi bile pri roki večno samo knjige v slovenščini. Ampak ona je točno pokazatelj tistega, kar sem prej govoril o tem hitrem slovenskem kulturnem razvoju. Torej, ko se še šola, je še v nemščini in takrat začnejo nastajati slovenske šole in ta slovenska društva, ki so jih prej omenila. Ko napiše to opravičilo, mi že imamo v Ljubljani gledališke predstave v slovenščini, imamo že časopise, dnevno časopisje v slovenščini, imamo takrat, ko ste me vprašali za Slovensko matico, tisto, kar našo zgodovinopisje pravi prvi polet Slovenske matice, za časa predsednika Franceta Levca, ko se že razdelijo knjižne zbirke matice na lažjo literaturo, na zahtevnejšo beletrijo in na znanstveni del. Torej, ko že imamo vse to, kar naša mala akademija dela za znanstveno-kulturni razvoj in seveda, ko imamo pevski zbor glasbene matice, že lahko nastopa v Berlinu z velikim uspehom in pompom. To je pač ta hitri razvoj, ki pravzaprav ponazarja. Najprej napiše v nemščini, 4. stoletja kasneje se upravičuje, ker je prej napisala v slovenščini in pravi, v nemščini, zdaj sem pa že sposobna v slovenščini pisati, pa vse to povedati. Torej, ta hiter razvoj. Mislim, da je to treba spoštovati in tudi, če zdaj govorimo o večkrat polemiziranih predavanjih v angleščini v univerzitetnem prostoru, vemo, da se temu ne bomo izognili. Ja. Moramo pa gledati na to, da imajo vsi slovenski študentje možnost študija v slovenščini, če ga hočejo, in da mora literatura, tudi znanstvena, ker zaenkrat nam še vedno na vseh smerih, mislim, da kar uspeva bazirati tudi, da ne bomo pojavljali samo v angleščini ali pa v tujih jezikih, ampak da mora ob tem potekati tudi razvoj slovenske terminologije, slovenskega jezika v znanosti. Da je v koraku s časom. Da je v koraku s časom. Tukaj smo celo Slovenci, pa bom rekel, kot manjši narod, celo malce, ne bom rekel preobčutljivi, ampak bolj občutljivi. Ker če računam, ruščina, kot veliki slovanski narod, marsikaj povzeme od tujk, ne. Računalniško terminologijo ni na svoje razvijala. Tudi številne izraze iz ekonomije je prevzela iz zahodnega sveta. Slovenci tukaj gledamo, da bomo našli novo slovensko besedo, ki pa se med Slovenci kar hitro primajo. CD zgoščenka, pravzaprav številne drugi del sveta tukaj povzema po angleščini oziroma po zahodnih jezikih. Slovenci še vedno izumljamo svoje jezike, ki so zelo hitro sprejeti v slovar slovenskega jezika. Ne? Ja, čudovito. Hvala vam za to, Aleš. Ni problema. Res sem užival. Nisem tokrat se pogovarjal o kulturi, pa pomembnosti nje in mislim, da je dobro, da sva govorila o tem. Najlepša hvala. Hvala, čau.